Živ! Danes grem pa v Megatrade pogledat, ker zastopajo John Deerja, Bobcata, Davalona pa tako naprej. Nisem pa v Šenčurju, ki je tudi najbolj poznana lokacija, ampak sem v nov poslovalnic v Mariboru. Pa najbolje gremo kar pogledat, kakaj izganjajo tlela not, pa kako kaj izgleda. Pojmo! Pozdravljen, Andrej. O, Bobnar, živjo. Živ. Zdravo. Ti, dajmo povej, kaj je to ena nova zgodba, Megatrade pa Maribor pa? Megatrade je nova zgodba za celo Slovenijo. Pred dobrim letom pa pol se je John Deere odločil, da bo Slovenijo prevzel nov dealer in s tem odločil, da en dealer prevzame kompletno regijo. Megatrade je zgodba, katera je hčerinsko podjetje Megatrona. Megatron je bolgarski zastopnik za John Deere, Bobcat in še druge večje znamke. Oni so kupili kompletno ekipo, katera je pokrivala zahodni del Slovenije. S tem so kupili recimo bivšo Slogo. V vzhodnem delu pa je prejšnji dealer nekje sredini avgusta leta 2024 izgubil zastopstvo in smo prevzeli tudi vzhodno Slovenijo. Tako da Maribor je lokacija, iz katere bomo skrbeli za stranke v vzhodni Sloveniji. To se pravi, imate zdaj komplet Slovenijo? Tako, Slovenija je zdaj pod eno ekipo. Se pravi, Megatrade pokriva John Deere za celotno Slovenijo. In ekipo ste že nabrali v štajerskem koncu? Trudimo se, moram reči, da so kar izzivi, kar se same ekipe tiče, ampak počasi pa uspešno postavljamo mozaik skupaj. Tako da imamo pokrit del prodaje, imamo pokrit del rezervnih delov, servis pa počasi sestavljamo in peljemo tam, kamor hočemo biti. Ja, dobrega serviserja je kar težko najdeti. Ja, res je. Je pa res, da je servis tista zadeva, katera na nek način postavlja razliko od enega dealershipa do drugega. Se pravi, da tisti traktor je za kupiti, ima dober servis zadaj. Drži, ja. Kaj pa te kaj ponujali pol še tle? Jaz sem iz Šenčurja malo navajen, so tudi malo stalaže, to malo pobiral, malo tako kupil, na tik-tak. Ja, dejansko bodo tukaj še določene spremembe se zgodile v naslednjih mesecih, tako da bomo približali ponudbo, katero ponujamo v Šenčurju, tudi na tej lokaciji. V Šenčurju imamo traktorje John Deere, gradbene mehanizacije Davalon pa Bobcat, potem smo zastopniki tudi za slovenske največje proizvajalce, se pravi SIP, Tajfun, Krejna, Farmtek, tudi razne druge dobavitelje od Krampa, Granita, Prillingerja, vse to bo možno dobiti na tej lokaciji. V našo ponudbo smo vključili tudi baterijsko orodje Milwaukee, katerega bomo začeli promovirati v naslednjih dneh. Vsaka zadeva traja malenkostno dlje, kakor jo planiraš. Če misliš, da boš nekaj v 2 mesecih rešil, ponavadi to traja pol let, tukaj smo se zdaj že navadili, tako da zaradi tega tudi še zadevo razvijamo naprej. Prav tako bomo ponujali folijo za baliranje John Deere, katera je izredno kvalitetna. Lansko leto smo jo prvič dobavili na trg, stranke so izredno zadovoljne, tudi cenovno je ugodna. Jaz mislim, da bomo svojo ponudbo res zaokrožili in ponudili vse, kar kmetija potrebuje na enem mestu. Ja, hvala za obrazložitev. Jaz grem dajmo vam pogledati, kakšnega prodajalca bo iskat, mene bolj tistele mašine zanimajo. Ok. Kaj je, Miha? Zdravo, Bobnar. Daj se pa midva malo pri bolj zanimiv reč, pri traktorjih. Je tako. Kaj, danes smo bolj na splošne pogledava, ki jih imamo toliko, pa mi jaz moram biti, dajmo bolj v detajle šel. Tako, danes verjetno glih, da bo vse skupaj zdaj strnila v eno stvar, je kar veliko materijala za en video. No, bo ratov. Tako da bo zelo na hitrco. Traktor je danes tukaj, vidimo bolj šestice, 6M, 120 do 6R, 250. To so traktori, ki so tudi, bom rekel, najbolj popularni za naš slovenski trg. Ok, ja. Sam da je 5, 6, MR, da je bolj počas. Kva pade v petico, kva pade v šestico? Se ti serije sta, tako kot si rekel? Petice so delane v Indiji, so čist klasični traktori, bom rekel, bolj mehansko, ne vsebujejo toliko elektronke. Moram poudariti, da vsi naši traktori pridejo zdaj pripravljeni za, se pravi, navigacijske sisteme, John Deerove navigacijske sisteme. Šestice so delale v Nemčiji Mannheim, potem pa 7-ka, 8-ka serija pa prihajata iz Amerike. Kaj pa po konažah? Do kam gre petica, a pa 5 serija pa do kam gre? Petica zdaj nova pride tudi 130 konjska,
Čakaj, to je še nov model, Ta nov model, ja. ta nov patica model. do 130 konov. Ja, do 130 konjev. 4-cilindrc. 4-cilindrc, ja. Bom potem pa šestice, vse gor do dobrih 250 konjev plus, a ne. No, nekaj ta prav, traktore. Ja, ti so pa potem že tudi 6-cilindrci, a ne. Dajmo pa M, pa R, pa I, pa pitaj Boga, kva še vse. Ja. Na primerjav narediti, ima sigurno tle kaj za primer. Imam za pokazati, tamle imam glih super dva ista gabarita traktorja, samo M pa R oznake in lahko greva kar takoj pogledati, da tiste najbolj očitne stvari izpostaviva, a ne. Pa jo. Znači, Klemen, tukaj smo zdaj se pravi pri 6M 195 pa 6R 215. Oba dva traktorja sta 6-cilindrca, zdaj isti gabarit, konji so majčkeno drugačni, ampak o tem drugič. Zdaj prva taka velika razlika je, ko opaziš, je kabina, a ne. Bom rekel, največji poudarek na samo udobje za uporabnika je v sami kabini. Tule je majčkeno manjša, tudi kar se same opreme tiče, pri M-u ne vsebuje toliko elektronke, medtem ko pa pri R-u pridejo določena oprema že zaklenjena, že serijsko za traktorjem, a ne, kot so na primer elektroventili, sama navigacija že noter, boljši upravljalni sistem, se pravi LCD ekran, nov G5, ki je bistveno večji, kot je bil prej, medtem ko pri M-u tega nimaš, je treba vse ali dokupiti, drugače pa pride samo z osnovnim prikazovalnikom tle na corner postu, a ne. To so tiste te prve stvari, pa še to izpostavim, no, da no, zdaj, če si zavzel elektronko pri temule M-u, tudi M-a lahko naložimo z elektroventili, pa in sploh, bom rekel, opremo, ampak nikoli ne bo to potem R. To moramo ločiti, ni to isti traktor, a ne. No? Ej, dopade se me v piko. Ja. Škoda imaš srečo, a ne, ker mi bomo pa letos imeli 3 traktorje za na test, za probavati, tako da si lahko prideš pa izbereš, ali boš imel ta novega 6M 125, 6M 150 ali pa 6-cilindraša 6R 185. A prav take izbire te imeli dobri? 3 traktorje, 3 različne okvirje, tako da kar poklič, pa se bomo zmenili. Mater, to, Plus tega boš imel pa potem še opcijo, če boš hotel iz 6R 185 kombinacijo z kombinirano belirko John Deereovo. Pa potem je kar bogato izbiro. Ja, lej, treba je probati. Ja, se to res, pa sezona je blizu. Tako. Sam pri meni je težava, gnarja nima, da bi kaj kupil. Saj se to pa probaš prej, posebej pa morbita, ne? Da se pa probaš še nek gnar pojde. Ja, tako. Kakšna fajna Štajerka. Kdo pa si ti, kakšna je pa tvoja funkcija? Ja, pozdravljen, jaz sem pa Ana, prodajalka iz Mega Trade Maribor. Podala vam pa še te informacije pomembne, ki jih je žal Miha izpustil. Aha, ko mi čakam, da jih slišim. No, zdaj pa mene zanima, kakšne so te informacije. Ja, zdaj najbolj pomembne informacije so glede 6M-a. Imeli jih bomo 17 modelov z 5 okvirji. Vsi bodo imeli možnost brezstopenjskega menjalnika z 50 km/h. Aha, to so deli novosti? Ja, ful pomembne. Fajn. Kaj pa z Bobcata, ki jih tam ne vidim, da so, tudi znaš kaj povedati? Za Bobcata pa vam bo naš sodelavec Uroš povedal, ki je glavni za gradbeni material. Ok, zmenen. Ja, živijo, Klemen. Kako so? Pozdravljen. Ja bo. Sem slišal, da so ti že nekaj uspeli povedati o kmetijski mehanizaciji, zdaj te pa zalotim tu pri naših skid stirih, po katerim je Bobcat tak najbolj verjetno znan. Ja, sej, jaz sem včasih mislil, jaz sem mislil, da samo to delajo, da je to Bobcat in to je to, ampak vidim, da to ni res. Mogoče takrat, ko se je vse skupaj začelo. Se pravi, sama zgodba Bobcata se je začela že leta 1947 v Zgornji Dakoti v Ameriki. Takrat sicer še pod drugim imenom, 10 let kasneje so pa potem naredili prvega kompaktnega nakladalnika, ki je v bistvu sam temelj oziroma osnova za vse te naše skid stire, ki so kasneje prišli. Sam Bobcat je potem kot blagovna znamka nastal leta 1962, potem je risu, se pravi, same mašine ponazarjajo moč, okretnost, vzdržljivost, tako kot sam ris v naravi. Zdaj, kot vidiš, je tukaj zaloge pri nas na Mega Tradu malo več kot sam tele skid stiri. Od kompaktnih nakladnikov, skid stirov, teleskop, mini bagerčkov, se pravi, ni kaj ni. To se pravi, zga pomal. Ja, tako. Imamo tudi Develon tukaj, tisto bomo potem kasneje malo pogledala, čisto če poiščemo kakšne 40 tonce, ko rečeš, wow, ko ga vidiš, pa so potem mogoče. A to je Develon. Tako, to je pa potem Develon. Čakaj, tale gre pa 55 je oznaka, kaj je to, 5 ton pa pol. Tako, plus Z, se pravi, ima zero swing, to pomeni, da ko se vrti, sama kabina ne pride preko podvozja, kar ga naredi še malo bolj okretnega. To se pravi, se ne moreš vziti zaleteti, če nekaj zraven delaš. Ko mi znam noč zlist. Nisem jaz to tega toliko navajen. Ja, vse je enkrat prvič, a ne? Videl sem drugače tele zadeve,
Tudi na kakšnem kmetiji, da ne ima, to kmetje se kaj zanimajo za take zadeve ali so bolj sami gradbinci? Ne, imamo tudi vse. Ravno če gremo mogoče do našega telehandlera pogledati, je ločeno dejansko kmetijska pa gradbena po oznaki. To je verjetno največja zadeva, ki jo imamo tukaj pri nas v Mariboru, bomo rekla na Hofu. In Agri 4 pomeni, da je namenjen bolj kmetijski panogi kot gradbeni. Gradbeni, taki stroj, ima dosti manj opreme dodatne kot kmetijski, ki rabi malo več različnih opcij. Agri 4 pomeni, da je to najvišja možna oprema. Se pravi, dobesedno vse, kar bi si mogoče zaželel v stroju, je noter. Imamo potem še Agri 3, Agri 2, pa malo bolj osnovni Agri. A ja, to se pravi, te zvezdice pomenijo, koliko je opreme? Več je zvezdic, več je opreme. 4 zvezdice so največ in ko vidiš Agri 4, veš, da ima stroj bolj kot ne vsa oprema. Zanimivo. Se pravi, gre za telehandlerja 43, 80 pa HF, pa pomeni, da ima dvižne 4,3 tone, se pravi, to je 43, pa 80, to pomeni, da dvigne roko do 8 metrov. Kar se tiče HF, pomeni high flow, se pravi za visok pretok, če treba malo več moči za kakšna težja opravila. A to, če imaš kakšen priključek, ta gora z Tako, recimo. kakšno frizo metle, take Tako. zadeve? Več kot 2000 priključkov, da se lahko gor. Bolj kot ne vse, kar si zaželiš od tega, da imate zastave gor, kot imamo mi, do vsega za kmetijsko pa gradbeno mehanizacijo oziroma vsa opravila. A grejo da še, če so to kompaktne, pogledaj, če ta velike zadeve? Dajva še pogledati. Tlele zraven mene je 6R250, ki je že tako ogromen traktor, zraven pa tale glomazna zadeva. Pa to je noro. Kakšen je? Ti, koliko je tonc? Je tole pa kar 30 ton, ampak to še ni vse. Pri Develonu grejo stroji vse tja do 40 ton. Se pravi, imamo še večje, kot je tale, ki je že tako impresivno velik. Zraven, še en taki, ne smemo pa pozabiti, da ima Develon tudi svoj kompaktni segment, po katerem so sicer manj znani, ker so zagotovo bolj znani po težki gradbeni mehanizaciji, je pa to nekaj, kar je zelo podobno temu, kar ponuja Bobcat. Tudi oba spadata pod isto lastništvo, se pravi si delita tehnologije, tako da še ena opcija oziroma ponudba več za kakšne bodoče stranke, da razmislimo mogoče kaj v tej smeri. Čakaj, to je Korejc. Tako, iz Južne Koreje. To imate cel kup izbire. Cel kup izbire, tako v kmetijski, gradbeni mehanizaciji, tudi v trf segment, o katerem ti bo sodelavec kaj več povedal. Čakaj, ta trfa, kva je to in not? To pa je To so noter, te male zadeve. najboljše, da jaz ti predstavim Primoža, pa gremo tudi noter pogledati. No, pojmo. Živ? Živ. Ej, zdaj so pa mi dva baje na trfa. Ja, na Turfu sva, ja. Ampak me zanima, kaj to sploh pomeni. Turf je v bistvu ena taka celota, ki pokriva stroje za vzdrževanje zelenic. Če grejo od začetka, imamo tlele en program vrtnih traktorjev za domačo uporabo, potem tudi za profesionalno uporabo, potem imamo zero turne, glih tako za domačo uporabo in pa za profesionalno uporabo. Pol greva tle lahko naprej, ne vem, na traktorje, kompaktne traktorje, začne se pri 26 konjih pa do 66 konjev, to so v bistvu na hidropogon, 4 različne serije, tudi to pokrivamo. Potem greva lahko naprej na stroje za golf igrišča, pa stroje za nogometna igrišča, to se pravi predvsem kosilnice, vretenaste rotacijske in pa tako naprej. Pol imamo pa še tamle tistele gejtorčke, ki so uporabni za vsak teren. Kako pa je pri teh kompaktnih traktorjih? A je tudi toliko opcij za opremo, kakor pa je pri teh velikih? Toliko opcij ni, jih je pa vseeno veliko. No. Je treba kar praktično skoraj vsakega skonfigurirati, povedati, kaj si želiš imeti, da potem lahko mi naredimo neko ponudbo, ne, pa sestavimo točno tak traktor. Ta večja serija 4, to je že v bistvu kot tak traktor praktično. Ne. Dejansko. Kaj pa se pa je od tega trf programa najbolj prodaja ali pa kaj najbolj za Slovenijo zanimivo? Kosilnice tiste vrtne ali kaj drugega? Zdaj bom tako rekel, načeloma je zanimivo vse, ne, ker ti imaš nekoga, ki rabi nekaj, nekoga drugega, ki drugo rabi. Največ mogoče res te vrtne kosilnice, ne, ampak tudi vse ostalo, no, tudi ne vem, mašine za golf igrišče, za nogometna igrišča, ker to so pač take zadeve, ki ni glih neki, ne vem, koliko ponudbe, ne. Tako da zanimivo je vse, no. Morbiti se vržem kdaj še v ta program. Kar prid, bomo dali kaj na test, pa boš videl, kako izgleda. Pa se bojte, kaj čemo slišal. Tako, ja. Hvala ti. Drži, hvala tebi. Pa jaz ja. kjelo servis smo pogledali, da vidim, če No, kaj, kar divajo. Vidim, da stalaš, imate tudi kar nekaj. Kaj pa se dobi? Kaj? Ja, pri nas dobite vse, kaj je potrebno za servis, filtri, olje, maziva, kakšna tekočina. Kaj pa če ki počaka, pa da kličem, halo, ne vem, kaj, nekaj Ni imajo problem, težav. se tako, ali se naroči, če je na zalogi v Šenčurju, dobimo iz Šenčurja na drugi dan, če ne pa pač se naroči v tujino, pa dobimo v roku tedna dni. Ne.
To se pravi, se da pa dokaj urgentno dobiti. Tako, lahko je pa tudi nujno se že dobi tudi drugi dan. No, da sem pa jaz še doktorje za stroje najdu. V Dalavanc, seveda. Živ, pozdravljen. Servus, servus. Ti, kako kaj kaže, kaj se dogaja? Tu smo zdaj v delavnici na servisu. To je v bistvu ena taka ambulanta, ne, naše enote. Tu imamo en kombajn, tam se na enem traktorju navigacija montira, v glavnem, kaj da rečem. Tu sem, ko je karkoli narobe, ne, mi tu zrihtamo. Od traktora do gradbene mehanizacije, Bobcat, John Deere, ni da ni. No, vidiš, to je fajn slišati, da je kmetov kaj pa normalna deva med sezono. Tako, tako. A vse čakajo na ta zadnji moment, preden grejo na polje, a da lepo zim tu dost vozijo. Pa evo, sezona se še za kombajne ni začela, pa že imamo tu na servisu, ne, tako da eni prijo naprej, eni zadnjo sekundo, ampak je lepo razporejeno. Tako To da. ljudi sto čudi. Tako, tako, vsak po svoje. Hvala lepa. Srečno. Ja, nič, to je to. Ej, Bobnar, če pa razmišljaš o kariernem zasuku, pa se prijav zaposlitev afnomegatrade.si. A iščete delavce? Iščemo delavce, zelo pridne delavce. A res? Ja, jaz li karijere namenil, lahko pa vprašam sledilce, ki jih imam kar nekaj. Potem pa daj, pa mi javi. Ja, kaj pa rabite sploh? Serviserje, komercialista, vse? Serviserje, predvsem dobre prodajalce in pa tudi okrepitev v administraciji, tako da vsi so dobrodošli. Ok, zdaj veste. Tako da, če v kakšnega kaj zanimal, se kar prijavite, vprašajte, to je pa to, tudi z moje strani. Malo se dal videti, malo se dal pogledati, v drugo pa še kaj na terena. A ja, itak ste pa tudi vi vabljeni v tole nov poslovalnico v Maribor, tako kot tudi v tisto že poznano v Šenčurju. Lepo se majte. Živ!